Praznovanje občinskega praznika mestne občine Murska Sobota je vezano na 16. julij, na dan, ko je bila Murska Sobota prvič omenjena v pisni listini iz leta 1348. Mestna občina Murska Sobota je obeležila svoj praznik, slavnostno sejo, na kateri so bila podeljena najvišja občinska priznanja. Že po tradiciji slavnostno sejo odpre župan in to je postoril Damjan Anželj ter ob tej priložnosti nagovoril zbrane. Prav je, da se včasih postavimo v vlogo zunanjega opazovalca in za razdalje pogledamo na vse lepo in dobro, kar imamo na dlani, pa le to pogosto premalo cenimo. Na posnetkih smo videli čudovite podobe naše občine in njenega bogatega kulturnega, umetniškega, zabavnega, izobraževalnega, gospodarskega, razvojnega in športnega utripa. Župan mestne občine Murska Sobota sem postal šele pred dobrimi 6 meseci in težko govorim o tem, kaj vse nam je že uspelo doseči. Zato sem v tej priložnosti za nagovor zaprosil nekdanjega predsednika skupščine občine Murska Sobota in našega častnega občana, gospoda Andreja Gerenčerja. Drage občanke in občani, ob prazniku naše in vaše občine prejmite moje iskrene čestitke. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Andrej Gerenčer, častni občan mestne občine Murska Sobota ter prvi župan leta 1995. Zakaj so praznovanja pomembna v našem življenju? Pomen praznika ni samo slavje, ampak tudi čas za premislek o dosežkih, katere od zastavljenih ciljev smo uresničili in katerih nismo dosegli. Praznik je torej priložnost, da postavimo sebi in vsem odgovornim vprašanje, kakšen je naš odnos do razvoja občine in kaj smo do sedaj storili za dobrobit prebivalcev. Prireditve v prazniku občine zaznamujejo pomembne zgodovinske dogodke naše zgodovine. In poudarjamo našo kulturno samobitnost, priložnost, ko občani razmislimo o občini, v kateri živimo in ji izrazimo spoštovanje, hkrati se iz njene zgodovine in kulture tudi nekaj naučimo in se kot aktivni državljani vključimo v njeno družbeno okolje, saj nam je kot občanom vedno želja, da smo čim bolj uspešni in da smo najboljša razvita občina. Z osamosvojitvijo so bili izpolnjeni pogoji za lokalno samoupravo, ki se je začela 1994. leta. Na območju bivše občine Murska Sobota se je v začetku ustanovilo 9 občin. V Soboti smo se na te spremembe dobro pripravili in s primestnimi naselji ustanovili mestno občino Murska Sobota. Kako torej naprej? Obrniti se moramo v prihodnost in se odzvati v dolgoročne izzive. V časih, kakršni so sedanji, ni dovolj vedeti le, kaj hočemo, ampak tudi, kako priti do željenega cilja. Treba je nadaljevati z ureditvijo mesta, ki dobiva videz regijskega središča, kar nam priznajo mnogi, ki nas obiskujejo. Prizadevati si pa moramo za izboljšanje prometa v mestu in nadaljevati z vsemi aktivnostmi za izgradnjo vzhodne obvoznice, ki bo rešila del tega perečega soboškega problema. V okviru možnosti, ki jih imamo, si moramo prizadevati za hitrejši gospodarski razvoj. Poleg tega moramo vplivati tudi na motivacijo občanov za ustvarjalno in medgeneracijsko sodelovanje. Bremena težav v naši družbi bo treba porazdeliti. Ne le med delavce in upokojence z nižjimi prejemki, ampak tudi med tiste z višjimi prihodki. Odpirajmo možnosti mlade generacije, ki je danes obremenjena z negotovostjo in pričakovanji. Mlade moramo razumeti in jim omogočiti prostor za ustvarjanje in kakovostno šolanje, ter jim s tem zagotoviti trajnostni in dolgoročni razvoj. Tako kot do sedaj, podpirajmo tudi v bodoče naše športnike in kulturne ustvarjalce, saj nam s svojim ustvarjanjem bogatijo naša življenja. Vsem prebivalcem mestne občine Murska Sobota
čestitam ob občinskem prazniku z veliko željo, da bi skupnimi močmi, razumevanjem in strpnostjo bili kos novim nalogam in izzivom prihodnosti, ter da bi ob tem čutili veselje in zadovoljstvo, da živimo v tako lepi in prijazni občini. Na prireditvi je Damjan Anželj podelil zahvalne listine in plaketo Mestne občine Murska Sobota. Zahvalno listino je prejel Mozaik, društvo za socialno vključenost, ki že od leta 2003 svoje poslanstvo gradi na prepoznavanju potreb družbe in ustvarjanju priložnosti za socialno vključevanje in zaposlovanje ranljivih družbenih skupin v Pomurju. Zahvalno listino je prejel Franc Vogrinčič, upokojeni diplomirani učitelj, ki je domači vasi Krog in nadaljnjim rodovom svojim delom podaril pomembno izročilo o zgodovini ljudi ob reki Muri. Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota je prejelo Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota, ki že 20 let s svojim prizadevnim delovanjem skrbi za zdravje svojih članov in širše populacije. Iz rok župana Mestne občine Murska Sobota Damjana Anželja je prejel plaketo Mestne občine Murska Sobota Marino Kegl. Gluhi igralec tenisa, ki je bil minulo leto razglašen za najboljšega invalidnega športnika Slovenije in je plaketo Mestne občine Murska Sobota prejel za odmevne rezultate, tako v Sloveniji kot v svetu, ter za njegov prispevek k ugledu Mestne občine Murska Sobota. Slavnostno sejo ob prazniku Mestne občine Murska Sobota sta z glasbenimi utrinki obogatila Nuša Titan in Damjan Kuzma. Vsem občankam in občanom Mestne občine Murska Sobota pa ob njenem 28. rojstnem dnevu iskrene čestitke.